Lepo pozdravljeni v podkastu Vroča tema. Slovensko kmetijstvo, ki prispeva 2% bruto domačega proizvoda, se zdi, še nikoli ni bilo pred takimi težavami, kot je danes. Razlog je seveda bolezen modrikastega jezika. O tem in še o mnogočem, s čimer se sooča slovensko kmetijstvo, govorimo s predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, z nami je doktor Jože Podgoršek. Dober dan. Gospod Podgoršek, pozdravljeni, torej greva kar k tej bolezni modrikastega jezika. Koliko je zdaj že poginulih živali, jih imate preštete? V tem trenutku verjetno nihče ne ve čisto točnega podatka, nima nihče točnega podatka o številu živali, vendarle ima Uprava za varno hrano praktično dnevne podatke, jih tudi zbira, se dnevno spreminjajo. V prejšnjem tednu smo slišali številko okoli 2500, danes je zagotovo mnogo višja, kajti tudi po naših informacijah na posameznih območjih odvažajo tudi po več kot 100 živali na dan, torej več kot 100 poginulih živali na dan, kar pomeni, da ta številka sedaj skokovito narašča in je zlasti pri rejcih ovac ta bolezen izjemno pomembna, izjemno težka in verjetno, kot že včasih lahko malo špekuliramo, skoraj da še ene takšne sezone pri marsikakšnem rejcu sploh ne preživimo, torej je sektor resno ogrožen. Torej, Nova Slovenija, predvsem gospa Vida Čadonič Špelič, ki se tudi spozna na področje kmetijstva, je seveda dejala, da je ministrica Mateja Čalušić odgovorna in ona bi morala odgovarjati za to situacijo, napovedali so celo interpelacijo. Ali je ministrstvo oziroma ministrica soodgovorni za to situacijo? Ja, pri teh bolezenskih stanjih, kot se dogajajo v tem trenutku tudi na področju slovenske živinoreje, je težko reči, da je nekdo prav odgovoren, da je do bolezni prišlo. Kajti bolezen se širi po vsej Evropi, nenazadnje tudi Slovenija je že imela pred leti prisotnost to bolezen, takrat smo potem uvedli v Republiki Sloveniji 5-letni obvezni program cepljenja za vse rejce, in bili kar nekaj časa bolezni prosta država, z vsemi omejitvami tudi pri uvozu živali, kar je zlasti pri rejcih govedi za pitanje povzročalo kar nekaj težav, ker niso mogli povsod po Evropi kupovati bikcev za dopitanje in je bila to kar izziv tudi za same rejce. No, ampak vendarle, bolezen se nam je približevala, že februarja v letošnjem letu je bila ravno na pobudo gospe Vide Čadonič Špelič sklicana seja odbora za kmetijstvo, kjer je bila tudi to ena od tem dnevnega reda in takrat smo vsi skupaj podprli prostovoljno cepljenje, sofinancirano oziroma financirano s strani države. Takrat je bil še čas za prostovoljno cepljenje, vendarle se takrat ministrstvo ni odzvalo na način, da bi financiralo samo cepljenje. Smo pa tako naša zbornica kot tudi veterinarska zbornica takrat pozvali rejce, vendarle pa lahko rečemo, da je bil odziv minimalen oziroma ga praktično ni bilo za samo cepljenje. Spomladi. No, sedaj smo v povsem drugačni situaciji, torej bolezen je tukaj, nam dela izjemne težave, že omenjeno pri rejcih ovac. Pri govedoreji beležimo bistveno manjšo smrtnost, ampak vendarle velike izpade prihodkov, kajti mlečnost upade v času bolezni skorajda en mesec. Pri obolelih živalih praktično mlečnost bolj kot ne skorajda ustavi, torej prireja se skorajda ustavi. To so velike gospodarske škode na teh kmetijah. No in odkar je pa bolezen prisotna, se pravi sredi poletja v Sloveniji, tukaj pa res pogrešamo nek bolj enovit, celovit odziv resornega ministrstva, kajti pričakovali bi, ko je enkrat bolezen, tako nevarna bolezen v naši državi, da bi pa vendarle prejeli nek program za obvladovanje bolezni na nivoju Republike Slovenije, kajti tukaj se postavlja veliko in strokovnih vprašanj in vprašanj povezanih tudi z izvajanjem skupne kmetijske politike. Zato smo že vse od poletja, tako mi kot veterinarska zbornica, dajali neke parcialne odgovore kmetom, neke nasvete, ne vedoč, kaj bo to pomenilo potem za te iste kmete ob vprašanju izpolnjevanja nekaterih zahtev skupne kmetijske politike, na primer, ali lahko svetujemo umik živali s paše ali ne. Kaj to pomeni? Bo ministrstvo
za preventivni umik sprejelo to kot višjo silo in vseeno omogočalo kmetom izvajanje dobrobiti živali, pašo, da ne govorim o poginulih živalih pri slovenskih avtohtonih pasmah, kjer mora rejec zagotavljati določeno tisto število, ki jo je pri oddaji subvencijske vloge uveljavljal, ne? Sedaj ima pa takšno število poginulih živali. Kako bo s tem izvajanjem te višje sile? Odgovore smo prejeli v začetku septembra, da bodo lahko to uveljavljali. Pri paši je zelo zanimiva dikcija, ne, da morajo rejci, če bodo živali preventivno umaknili iz pašnika v hlev, zato da jih tam lahko zaščitijo pred krvosesimi mušicami. Ne. Ja. Zato je bil ta umik priporočljiv takrat v tem poletnem času. Torej, ali bodo lahko uveljavljali višjo silo, ministrstvo je sedaj reklo, da lahko, vendar morajo v 15 dneh od umika živali to sporočiti kot višjo silo in priložiti tudi potrdilo veterinarja. In odgovor v začetku septembra je malo smešen, kajti nekateri so živali verjetno umaknili že sredi poletja, ne, in teh informacij ni bilo. In zato je tukaj velika zmeda pri komunikaciji z našimi rejci. Danes oziroma te dni zdaj beremo tudi odzive glede na odvoze kadavrov in tako naprej. In to je ležalo po kmetijah kar nekaj dni, ne, vemo, kaj se s kadavri ob teh temperaturah dogaja. Torej, situacija je bila res sila nekoordinirana, no, in tukaj pa menimo, da pa je odgovornost ministrstva, da ni sprejelo nekega nacionalnega okvira za obveščanje, nacionalnega okvira za obvladovanje, torej kako se boriti s tako imenovanimi polivkami, torej za repelenti, za odvračanje krvosesih mušic. Naj poudarim, da je ta bolezen modrikovosti jezika klasična vektorska bolezen, ta se ne prenaša iz živali na žival direktno, ampak samo preko krvosesih mušic oziroma žuželk, ne, ki potem prenašajo okuženo kri iz bolane živali na zdravo žival. In zato je eden od ukrepov seveda tudi zmanjševanje oziroma umik živali pred mušicami oziroma zmanjševanje prisotnosti mušic tam, kjer se živali nahajajo. Torej, pogrešamo ta nacionalni okvir, s katerim bi lahko vsi potem te informacije naslavljali do samih rejcev, zato da bi se učinkovitost boja proti bolezni bistveno povečala. Torej, ta nacionalni okvir, ali bi on tudi vseboval obvezno cepljenje že spomladi? Ja, to je v bistvu zdaj zelo zanimivo vprašanje. Sam sem, kot že rečeno, zaključoval 5-letni program cepljenja kot minister takrat in takrat so ovčerejci opozarjali na velike težave z abortusi zaradi obveznega cepljenja. No, ampak vendarle takrat smo vztrajali do konca, ker je šlo za evropsko financiran 5-letni program, ki ga je pričel že moj predhodnik, magister Dejan Židan, kot minister takrat. Torej, ga ni bilo moč prekiniti zadnje leto, ker bi morali vsa sredstva vračati nazaj v Evropo in zato ni bilo nobenega smisla. Ampak na podlagi teh izkušenj smo vsi spomladi še poleti trdili, da je Slovenija pri tveganju, kot je bilo takrat, da je v Sloveniji primerno prostovoljno cepljenje, pa vendarle financirano s strani države, s čimer bi spodbudili to prostovoljno cepljenje. No, danes je zagotovo situacija drugačna. Tudi rejci drobnice, rejci ovac so uvideli, da je samo cepljenje manjše zlo, kot pa sedaj, ko odvažajo kadavre, ko imajo številne plodnostne težave tudi zaradi same bolezni v čredi. Torej, danes je situacija drugačna, zato smo tudi mi preko strokovnih odborov same zbornice sprejeli sklep, da se zavzemamo za obvezno cepljenje. Torej, spomladi je bil verjetno čas za obvladovanje s prostovoljnim, pa z močnejšo akcijo na terenu, pa z brezplačnim cepljenjem bi verjetno podcepili določeno število živali in bi lažje obvladovali potem to bolezen. Tega ministrstvo ni predlagalo, ne? Res pa je, ministrstvo je predlagalo prostovoljno cepljenje, vendar v celoti plačljivo s strani rejcev. Res pa je še nekaj, spomladi smo imeli v Sloveniji problem, ali pa nakazalo je na SEO4, da bi lahko delal težave v Sloveniji. In spomladi smo tudi v Sloveniji nabavili to cepivo, uprava ga je kupila, uprava za varno hrano je kupila to cepivo, ga je bilo potem nekaj na zalogi čez poletje, vendar cepljenje s tem sevom v spomladanskem obdobju
cepljenje proti temu sevu v spomladanskem obdobju danes ne bi rešilo težave, kajti danes je v Sloveniji problem sev 8, torej drug sev te iste bolezni, za katerega pa cepiva ni bilo, ga še sedaj ni, kajti za to cepivo je velika čakalna vrsta v celotni Evropi, torej ga ni moč kar tako dobiti. Cepljenje sedaj pa je že vprašljivo, kajti vemo, da prihaja jesen, vemo, da prihaja počasi naravni umik mušic zaradi prihajajočih nizkih temperatur v jesenskem času in glede na to, da se po cepljenju vzpostavi imunost nekje od 3 do 6 tednov pri živalih, je v tem trenutku cepljenje verjetno že zamujeno. Zato je bolje, da se sedaj čim bolje poslužujemo preventivnih ukrepov, kot je odvračanje mušic s temi polivkami, torej repelenti, da zagotovimo te repelente, ki jih ponovno ni v Sloveniji, verjetno tudi v drugih državah, ne, kajti nobeno podjetje ni predvidelo takega povpraševanja po teh odvračalih, za krvosese mušice. Torej, vendarle, kot smo že dejali, umik živali s paše na nižinskih pašnikih proti insektne mreže. Morda je pa na visokogorskih planinskih pašnikih celo rešitev, da živali čim dlje pustimo tam gor, kajti tam pa mušic počasi ne bo več, oziroma jih že zdaj zaradi nizkih temperatur ni več. Res pa je, da je v tem primeru pa potem potrebno poskrbeti za krmo, kajti paše ni več in se verjetno kakšnemu rejcu celo splača pripeljati kakšno balo sena za to, da bodo živali tam gori na planini in bodo zdrave prišle potem jeseni v dolino. Treba je poskrbeti za krmo, za zavetje v teh v času nizkih temperatur, pa vendarle je to lahko eden od ukrepov za obvladovanje bolezni. Torej, pripravimo se na novo sezono, ki je pred nami in takšnega izbruha bolezni si enostavno ne moremo privoščiti, še posebno ne očerejci, kajti če jih bomo letos prepolovili, jih drugo leto lahko ni več. Ali bi morala država plačati tudi za obnovo teh čred? Mi smo predlagali že ukrep državne pomoči po sistemu de minimis, torej po sistemu državne pomoči, da rejcem, ki so utrpeli škodo zaradi te bolezni, povrnemo kot država povrnemo vsaj en del te škode, torej za obnovo črede in tudi za izpade dohodka pri govedorejskih kmetijah, kjer je, kot smo že omenili, mlečnost praktično padla na nič pri obolelih živalih ali zgoraj nekaj litrov in to kar traja mesec dni in je tudi tukaj narejena velika gospodarska škoda. Torej, mi smo predlagali ukrep državne pomoči zaradi poginulih živali in tudi zaradi izpada samega prihodka. Pa je ministrstvo to podprlo? Zaenkrat, če nimamo jasnega odgovora, pa vendarle, kot nakazujejo v medijih slišane izjave o tem, naj bi ministrstvo bilo pripravljeno prisluhniti tudi tej pobudi. Pa vendarle se pa strinjam s tem, da je potrebno najprej počakati, da bomo videli samo dimenzijo izpada dohodkov in poginulih živali in se potem pripravi celovit načrt. Torej, ko bo bolezen sama po sebi izvodenela, ko ne bo več vektorjev, takrat bo zagotovo čas, da se na ministrstvu tudi skupaj z deležniki usedemo, pogledamo veličino škode, ki je narejena zaradi te bolezni in se potem odločimo, na kakšen način, oziroma mi predlagamo, ministrstvo se bo pač moglo odločiti, na kakšen način bo pomagalo tem rejam. Ena od odmevnih tem, ki je seveda izbila sodu dno tudi na sejmu Agra, je seveda tudi kastracija mladih pujskov. Kakšno stališče vi tu zavzemate in kako je ministrstvo reagiralo? No, naj tukaj najprej poudarim, da je tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica zavezana k dobrobiti živali in se zavzemamo za čim višje standarde. Zato ne nasprotujemo brezbolečinski kastraciji pujsov, kot tudi ne prepovedi kletk za kokošje nesnice, ampak predlagamo pa ukrepe, ki sledi istemu cilju, a hkrati omogoča obstoj slovenskih kmetij. Torej, pri kastraciji pujsov smo predlagali ukrep, da to vendarle lahko delajo rejci sami, torej z večjih razlogov. Prvič bo to bistveno ceneje, drugič se bistveno zmanjša nevarnost biovarnosti, torej zaenkrat še nimamo afriške prašičje kuge, ampak nikoli ne vemo, kdaj bo tudi ta udarila v Slovenijo, je na pragu Slovenije že kar nekaj časa in ko bo ta bolezen v slovenskem prostoru, potem bo ta biovarnost na prašičerejskih kmetijah izjemno pomembna. Torej, biovarnost in pa cena sta tista, ki sta ključna. Zakaj trdimo, da bi morali to delati rejci sami? Sicer zakon za 2 leti predvideva, da bo
kastracije, kirurške kastracije opravljal veterinar in da bo to v celoti pokrila Republika Slovenija. Vendar to predstavlja, kot vidimo tudi iz izhodišč samega zakona, dober 1 milijon evrov stroška vsako leto in to za panogo, ki je že tako obubožana, kjer je samooskrba nam v 20 letih padla iz nekdaj 80% na danes 35% samooskrbo, kjer rejci resnično tudi v tem trenutku bijajo velik boj z nizkimi cenami, torej je nekonkurenčna oziroma je panoga res pred velikimi izzivi in ni prostora za dodaten 1 milijon stroškov, ki bi jih morali po tem vmesnem obdobju potem plačevati rejci sami. No, ampak tukaj moram reči, da kot kaže, so vse te akcije nevladnih organizacij, tako Slovenske zveze prašičerejcev, kot tudi na zbornici, ko smo vedno na to opozarjali, pa vendarle obrodili nekatere sadove. Ravno v preteklem tednu je bil tudi sestanek na kmetijskem ministrstvu, kjer pa vendarle se kaže velika pripravljenost, da pa bi tudi na podlagi tega novega zakona našli način, da bi to lahko usposobljeni rejci počeli sami. Torej, rejci se bodo morali primerno usposobiti po programu, ki ga pripravlja veterinarska fakulteta. Program je praktično pripravljen in se lahko že do novega leta izvedejo vsi ti postopki, vključno z izobraževanjem za te rejce. Potem rejci morajo samo imeti neko pogodbeno razmerje z veterinarskimi organizacijami in tukaj z ministrstvom iščemo še zadnje odgovore na vprašanje, kakšen tip pogodbenega razmerja mora biti, da bodo ti rejci lahko prišli do teh novih zdravil. Tukaj pa resnično govorimo o čisto novi dimenziji teh zdravil. Torej, zadnje malenkosti se še rešujejo, verjamemo v to, da bomo našli odgovore tudi na to in da bodo morda res lahko vsaj večji rejci to počeli sami. Za manjše rejce pa, kot rečeno, 2 leti bo država poskrbela za to kastracijo, kaj bo po nadaljevanju, pa bomo pa še videli, kaj bo po 2 letih. Kaj se je v bistvu dogajalo na sejmu Agra, da je ministrstvo zbežalo pred kmeti? Zdaj sam to težko komentiram kot očividec, ker me na tem dogajanju ni bilo. Sem bil bolj prisoten potem, ko smo praktično reševali rejce na njihovem prostoru pred varnostniki, ko so prišli nad njih, ampak vendarle, ko po pogovorih in prašičerejci in ne nazadnje tudi po pogovorih in s policijo in z varnostno službo, lahko rečemo, da je šlo za mirno izražanje mnenja, ki je bilo seveda drugačno, kot ga ima samo ministrstvo. Da ni bilo nobenih incidentov na tem dogajanju, prišlo je nekaj rejcev s transparenti, nekateri celo z otroki in zato to resnično ni bil noben moment, kjer bi kogarkoli ogrožali, ampak predvsem so želeli povedati svoje mnenje in nestrinjanje z načinom, kot si ga je ministrstvo zamislilo ravno pri tej kastraciji pujsov. Tudi po uradnem mnenju policije, ki smo ga prebrali v medijih, policija je zatrdila, da je bilo na prostoru nekje okoli 15 rejcev s transparenti, torej jih ni bilo 100 ali več. Večina rejcev je počakalo pred dvorano A, torej niti pred samo ministrstvo ni prišlo, tako da menim, da ni šlo za noben poseben pritisk. In so tam počakali na državno sekretarko, imeli nekaj minutni sestanek in potem so rejci prostor kmetijskega ministrstva zapustili, šli na kosilo, ki so ga imeli organizirano v svojih prostorih, torej izven, še vedno na sejmišču, ampak izven hale A, kjer je bilo ministrstvo prisotno. Mi zelo obžalujemo potem tudi nadaljevanje samega dogajanja, kjer pa sem bil potem tudi sam v enem delu prisoten, in sicer, da so varnostniki prišli nad te rejce, začeli trgati transparente, ki so jih imeli, in se v bistvu tudi fizično spravili na enega od rejcev, torej na predsednika Slovenske zveze prašičerejcev. Tukaj poudarjam, tudi sam ne trdim, da je tako bilo, ampak govorim še vedno na podlagi pogovorov s prašičerejci, v tem delu me še ni bilo ob njih. So me pa takoj potem poklicali in smo prišli vsi, in predsednik sindikata in sam na sam prostor, kjer se je to dogajalo s samimi varnostniki, in ustavili takoj vsak prepir, umaknili varnostnike, počakali na predsednika uprave Pomurskega sejma in potem našli rešitev, torej transparenti so lahko ostali.
Zdaj, zakaj pa takšen odziv varnostnikov, pa ne vemo. O tem smo se pa že in se bomo še pogovarjali tudi z samo upravo Pomurskega sejma, ki je te varnostnike poslalo. Tukaj je ministrstvo zagotovo, se strinjam z izjavo ministrstva, da oni niso pošiljali nobenih varnostnikov nad same rejce, to je pač stvar uprave in tukaj bomo še iskali odgovore na to vprašanje, kajti sejem je vendarle prostor izmenjave mnenj, srečevanja, to ni enoumje, prostor za enoumje, ampak je prostor za izmenjavo in vkolikor bo na kmetijskem sejmu prepovedano izražati mnenja o kmetijstvu, ki je morda v določenih delih drugačno, kot ga imamo nekateri drugi, in vkolikor bo zaradi tega kmetijski sejem oziroma varnostna služba tega sejma fizično napadala kmeta, nas, kot smo že večkrat dejali, tudi kot zbornice na takšnem sejmu pač več ne bo, kajti gre za kmetijski sejem, gre za mirno izražanje mnenja. Ne nazadnje se lahko spomnimo tudi na leto 2021, takrat sem bil sam minister, in takrat so prišli s traktorji, in takrat je bilo pa res verjetno 100 traktoristov s traktorji in tako naprej na protest in sem tudi sam prišel med njih, kajti to se meni osebno zdi povsem demokratičen način izražanja mnenja, včasih s traktorji, včasih ne, ampak takrat ni nihče ušel z samega sejmišča, tudi, moram reči, tudi sam kot minister nisem počutil ogroženega, ampak je šlo tudi v tem primeru, tudi takrat za neko mirno izražanje mnenja, sicer podkrepljeno s traktorji, ampak nič. Ja, lejte, sej to, kar pravite, ne, tudi sama poznam ta sejem Agra zelo dobro, sem vodila vrsto okroglih miz na tem sejmu. Še nikoli se ni zgodilo, da bi ministrstvo, da tako rečem, zbežalo. Vedno je bilo ministrstvo odprto za vsa mnenja. Ali je to dejstvo, da bežijo pred drugimi mnenji, posledica tega, da so premalo strokovno avtonomni? Sam to težko komentiram. To je bila stvar njihove odločitve. Moram reči, da je bila tudi ideja bivšega ministra o tistem jutranjem dogajanju. Zajtrk z ministrom. Kava z ministrom, zajtrk z ministrom, kakorkoli je bila izjemno posrečena. Simpatično. Drži in tudi ta kava, zajtrk z ministrom je od prvo uro samega sejmišča, ko so lahko do ministra prišli tisti, ki praviloma ne morejo. Praktično vsi, ne samo nevladne predsednike ali kakorkoli predstavniki nevladnih organizacij. Ta kava z ministrom je taka zelo domiselna ideja, dobra ideja in s tem je tudi ministrstvo vedno povedalo, tukaj smo, za vas smo tukaj. Nimamo težav z različnimi mnenji, zato smo tukaj, da se poslušamo. Sedaj tega ni, to moram reči, da pogrešamo, pa ne zato, ker bi mi prišli, mi smo dovoljkrat na ministrstvu in v kontaktu z vsemi, ampak zaradi naših kmetov. Obžalujemo to odločitev in bi tudi ta pogovor, sem prepričan, rešil marsikatero težavo in tudi verjetno bi bil marsikakšen zakon pripravljen še bolj strokovno, bolj v sodelovanju z deležniki, kot pa so v tem trenutku. Kaj bo trebalo takšne odločitvi, to je bolj vprašanje za ministrstvo, ampak menim pa, da bi lahko to koristilo prav vsem. Boste na Kmetijsko-gozdarski zbornici podprli interpelacijo zoper kmetijsko ministrico? Na Kmetijsko-gozdarski zbornici nimamo nobenega vpliva na nobeno interpelacijo, zato to prepustimo politiki. Mi menimo, mi lahko podpremo samo tisti vsebinski poudarek, kjer menimo, da bi ministrstvo lahko delalo drugače, bolje, bolj transparentno. Ostalo pa prepuščamo politiki, kajti z interpelacijami se pa mi res ne ukvarjamo. Saj večkrat ste poudarili, da je Kmetijsko-gozdarska zbornica apolitična. Ja, drži. Ja, kaj to pomeni? In to še vedno poudarjamo. Kmetijsko-gozdarska zbornica je nepolitična organizacija, nevladna organizacija, kjer je njena naloga, da zastopa slovenske kmete. Ne glede na, lahko rečemo, in politično pripadnost posameznega kmeta ali kakršnekoli druge pripadnosti. Naša naloga je, da zastopamo naše kmete. To nam nalaga tudi 4. člen zakona o zbornici, kjer je naša naloga jasna. Torej sodelovanje pri zakonodaji, zastopanje kmetov, tudi pravnih mnenj damo čez 1000 vsako leto, brezplačno za svoje člane in tako naprej. Torej, to je naša naloga in v zbornici, trdim, ni mesta za politiko. Je pa res, da vsake zbornične volitve so volitve, kjer pač je potrebno nagovarjati svoje člane, zato da te izvolijo in to se dela preko društev. Torej, stranke, politične stranke, niti pri zborničnih volitvah nimajo mesta.
Zato vse, ki smo kandidirali na zborničnih volitvah, smo to kandidirali preko različnih društev ali združenj, zato da smo na koncu lahko nagovarjali volivce in bili nenazadnje tudi izvoljeni v te organe. In tudi sam moram reči, da se zavestno trudim, ker me prevečkrat povezujejo s politiko, da v delovanje zbornice izključujem katerokoli odločitev, ki bi lahko sledila morebitnim političnim odločitvam. Torej, še bolj zavestno se odmikam od nekih političnih mnenj, tudi pri vprašanju interpelacije, to pustimo politiki, ne želimo biti tukaj, mi na zbornici ne želimo biti v službi politike, nobene politike, ampak v službi kmetov in se zavzemati za njihov boljši položaj. No, zbornica ima zdaj letos 25 let, so pa bili prav ti politični pritiski, da bi uvedli prostovoljno članstvo, ne? To bi pravzaprav malce načelo temelje zbornice. Kaj menite o tem? Ja, to prostovoljno članstvo je res zanimivo v tej naši zbornici. Moram reči, da smo v tem trenutku zadnja zbornica, ki je še ohranila obvezno članstvo in več različnih dejavnikov botruje temu. Nenazadnje je že vlada leta 1999, ko je nastal zakon o zbornici, takrat zapisala, da je ravno obvezno članstvo tisto, ki omogoča zastopanje in usklajevanje mnenj različnih deležnikov, kajti na zbornici se pri vsaki odločitvi soočamo z mnenji majhnih kmetij, velikih kmetov, gorskih, ravninskih, živinorejskih kmetij, ki se ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, da poenostavim. In naloga zbornice je, da na koncu uskladi mnenje in ga usklajenega pošlje potem deležnikom, torej praviloma na ministrstvo ali na zakonodajo ali na strateške dokumente in tako naprej. Torej, naloga zbornice je, da to svojo nalogo opravlja in zastopa kmete. Res je, da včasih zbornica tudi zaostruje samo komunikacijo z ministrstvi in takrat je vedno, ali pa praviloma vedno, potem tudi želja kakšne politične opcije, da bi pa zbornico oslabili s prostovoljnim članstvom. Nisem bil niti prvi predsednik, ki ga je to doletelo in verjetno tudi ne zadnji, kajti o prostovoljnem članstvu v zbornici se je začelo govoriti že v letu 2004, ne, in skoraj da vsak predsednik, mislim, da edino moj predhodnik, gospod Žveglič, ni imel prostovoljnega članstva na mizi, vsi ostali so imeli to prostovoljno članstvo na mizi in so se borili proti temu, proti tej ideji. Res pa je, da verjetno nikoli v zgodovini pa ni bila ta ideja tako resna in tako grozeča, kajti to idejo sta predlagala poslanca Svobode in SD-ja, torej koalicije, ki ima veliko večino v državnem zboru in bi se ta namera lahko udejanila, moramo reči, kar z lahkoto, ne, glede na število glasov, ki jih koalicija ima. Tukaj moram reči, no, da smo pa vendarle tudi na zbornici šli praktično od poslanske skupine do poslanske skupine, pojasnili, kje je glavni namen zbornice, zakaj se zbornica zavzema, no in uspeli vendarle ta tok obrniti v to smer, da sedaj ohranjamo obvezno članstvo, manjše spremembe se bodo pa zgodile, dviguje se cenzus za vstop, kar tudi mi podpiramo, s tem bomo v bistvu zmanjšali članstvo za okoli 20,000 članov. To je tistih, ki pač imajo neko zemljišče ali gozdno. Torej, cenzus katastrskega dohodka. Cenzus katastrskega dohodka se iz 167 evrov dviguje na 220 evrov. Torej, s tem se nam bo zmanjšalo članstvo za okoli 20,000 članov, majhnih lastnikov, ki od tega pa res ničesar nimajo. In na drugi strani se dela sprememba tudi pri pravnih osebah. Pravne osebe bodo odslej lahko članice zbornice, ampak ne več obvezne, ampak prostovoljne članice. Torej, to sta ti dve spremembi. Mi ocenjujemo, da nas to bistveno ne bo oslabilo, da bo zbornica še zelo aktivno delovala še nadaljnjih 25 let z vsemi nalogami, ki jih moramo narediti. Torej, 4. člen zakona se ne spreminja, ostane takšen, kot je. Torej, naše naloge so tukaj jasne, zastopanje kmetov, sodelovanje pri zakonodaji in tako naprej. Torej, je še kar svetla prihodnost pred samo zbornico. Ampak vendarle se pojavlja vprašanje in me zanima vaše mnenje, kaj ima zdaj ta vladna koalicija proti kmetom, ne? Recimo tudi vsi ti, ki se zavzemajo za varstvo živali, ta snemanja po hlevih, neke prijave kmetov. A nimate vi občutka, da dejansko tale vlada, Gibanje Svoboda, kdorkoli pač v tej koaliciji kmetov ne mara preveč? Ja, verjetno je deloma to lahko začutiti, ne, da
Imamo kar velike izzive pri usklajevanju različnih zakonodajnih okvirov v času te vlade. Tudi predlogi prihajajo zelo zanimivi, ne? Tudi zakonodajni paket, ki je prišel poleg zakona o zaščiti živali, še 6 zelo pomembnih zakonov, ne? Ki je prišel to v neko javno razpravo. Takrat smo tudi v tistih zakonodaji videli veliko težavnih členov, in se potem z vsemi usklajevanji, z vso mašinerijo lotili pregleda tega dela, zakon o zaščiti živali in tako naprej. Potem tudi okoljevarstvene organizacije imajo pač v tej vladi dobrega sogovornika in zato večina njihovih pobud pride na koncu na zakonsko raven, četudi velikokrat v škodo samemu kmetijstvu in celotnemu sektorju, torej tudi prehranski varnosti in suverenosti. Torej, na nek način se ne moremo znebiti občutka, no, da v tej vladi kmetijstvo resnično ni prioriteta, da se na področju kmetijstva pogosto vnašajo nekatere ideološke ideje, ne pa strokovne in torej strokovno argumentirane ideje. No, in zato je naše delo verjetno v tem trenutku še pomembnejše in seveda tudi težje, ker moramo velikokrat z vsebinskimi argumenti zagovarjamo naša stališča in se borimo proti ideološkemu pogledu, kar je včasih zelo težko, oziroma včasih celo rečemo, da z vsebino ne moreš premagati ideologije, no. Pa vendarle, računamo na to, no, da tudi v tej vladi poskušamo najti tiste ukrepe, ki bodo sledili ideji po povečanju prehranske varnosti in suverenosti. Nenazadnje, ravno v tem času se pogovarjamo tudi o viziji slovenskega kmetijstva do leta 2040. Tukaj je naša želja, da se te vizije resno lotimo počasi, argumentirano z dejstvi. Pa če tudi jo ne bomo do konca te vlade zaključili brez bojazni, kdorkoli bo naslednji minister, bo moral to vizijo nadgrajevati naprej in jo zaključiti, kajti to je vendarle eno od osnovnih nalog, ki jih mora ministrstvo imeti, zato da lahko vodi tudi kmetijsko politiko v bodoče. No, prav ta skupna kmetijska politika v Evropski uniji, ne, ki je zdaj tudi v fazi dogovarjanja, zdaj predvideva, da bo pravzaprav ta denar za kmetijstvo v bistvu skupaj z drugo kohezijsko politiko načrtovan za državo, a ne. To se pravi, kmetje bodo v državi skupaj z kohezijskimi projekti, potem projekti notranje varnosti, ribiško politiko, morali sestaviti nek popolnoma izdelan načrt, kaj se bo financiralo, kdaj, kdo bo to izpeljal, kakšni bodo cilji, kaj zdaj to pomeni za kmetijstvo. Denarja bo, kar se tega tiče, manj, ne? Da. Po prvi oceni dokumentov, ki so prišli na plano, pa govorimo šele o začetku pogajanj za novo programsko obdobje, torej po prvi oceni dokumentov, ki so pred nami, lahko trdimo, da bo, kot kaže, kmetijstvo največji poraženec celotnega večletnega finančnega okvira celotne Evropske unije in s tem seveda tudi v Republiki Sloveniji. Kajti po predlogu komisije, ki ga imamo sedaj pred sabo, naj bi se kmetijskemu delu namenilo zgolj 15% sredstev, to je tistih sredstev, ki so rezervirana zgolj za kmetijstvo, govorimo o slabih 300 milijardah evrov, ki naj bi jih namenili za kmetijski sektor. Torej, to je zelo zaskrbljujoče. Če vemo, da je bila prvotna, če pogledamo zgodovino, kako je nastajala, kako so bili sestavljeni evropski proračuni, na prvih evropskih proračunih je imelo kmetijstvo tudi 60%, je bilo deležno kmetijstvo tudi 60% finančnega okvira celotne Evropske unije. Res, da smo, to govorimo po drugi svetovni vojni, ko je bila Evropa lačna, ko je bilo treba odpraviti lakoto in tako naprej, so bile razmere drugačne, ampak vendarle, kar nekaj časa je, dolga leta, desetletja je evropski proračun ohranjal vsaj 50% proračuna za kmetijstvo. No, po letu 2010 se je ta proračun začel zmanjševati, dodajale so se nove naloge, no, in za to programsko obdobje, kjer smo sedaj, velja, da je kmetijskemu sektorju namenjenih tam okoli 35%, torej ta padec na 15% je pa resnično, to pa resnično pomeni poraz evropskega kmetijskega sektorja. Bojim se, da če se zaostrijo še globalni trgi, torej izven Evrope, da morda Evropa celo drvi v novo lakoto, a ne.
Kajti, ko se bodo enkrat kmetije zaprle, ko se bodo enkrat zemljišča namenila drugi rabi in tako naprej, tam ni moč čez noč postaviti novega kmetijstva. In tukaj obstaja ta velika bojazen. Kar pa se tiče, priložnosti, ne, torej, večletni finančni okvir govori o tem, da imamo okoli 300 milijard evrov rezerviranih, slabih 300 milijard evrov rezerviranih za tako imenovan prvi steber, torej za subvencije, neposredna plačila, kakorkoli zonalna plačila, ne. Pa mi obžalujemo, da investicijskega denarja nimamo, rezerviranega samo za kmetijstvo, to je tako imenovan drugi steber skupne kmetijske politike, in da tega tlačimo v ostale programe. Razumem Evropo, da se s tem želi izogniti izgovorov, ne, tudi tem napadom, da pač kmetijstvu namenja manj, kajti Evropa bo rekla, ja, saj imate tam, zborite se pri koheziji vsake države, vsaka država ima sedaj priložnost, da bo da bo skupaj s kohezijo namenila del sredstev tudi za kmetijstvo. To je sicer res, ampak to je ta optimizem je možen v državah, kjer je kmet cenjen. V Sloveniji vemo, da je kmet še vedno žaljivka. Kot vidimo tudi, že ste omenila, da tudi pod aktualno vlado je kmet skoraj da ne bodi ga treba v tej naši državi. Ne, se nihče prav resno ne namerava ukvarjati s tem kmetijstvom. In zato nas je res strah, da bo v Republiki Sloveniji tukaj kmetijstvo povsem izpadlo pri investicijah. Da se bo ta investicijski denar, torej skupna vreča, namenila predvsem koheziji. Torej, ne samo, da se bomo morali sedaj kmetje, sektorji posamezni med sabo boriti za sredstva, sedaj bomo imeli borbo še z župani, torej še z ostalimi, kako ta sredstva rezervirati za investicije na področju kmetijstva, ki pa nujno potrebujemo. Zdi se, da v Evropi, ne, kolikor gledamo poročila, so kmetje bolj agresivni, protestirajo, gredo na ulice, nekaj dosežejo, si upajo, ne. Zdaj v Sloveniji pa kar ni nekega protesta. Mislim, da ste nekje rekli, da se vi pa pripravljate na nek protest. Kaj se zdaj pripravlja? Ja, drži. V Sloveniji, tudi pri nas na zbornici imamo sklep sveta, torej najvišjega organa, same zbornice za pripravo torej, da vodimo aktivnosti do vseslovenskega shoda, protesta. Moram reči, da je sama aktivacija vsega tega močno odvisna predvsem od kmetijskega ministrstva. Vkolikor bomo našli rešitve na nekaj ključnih vprašanj, kot smo že rekli, predvsem pri zakonu o zaščiti živali, potem tudi nenazadnje odziv na bolezni modrikovosti jezika, potem se morda v Sloveniji lahko celo izognemo tega vseslovenskega protesta. Bomo pa zagotovo sodelovali pri podpori vseh evropskih kmetov, ko se bomo pogovarjali o večletnem finančnem okvirju. In kot vemo, je bil v Evropi že potekal, v Bruslju že potekal prvi shod kmetov proti temu večletnemu finančnemu okviru, ki je predstavljen, o katerem smo že govorili. Torej, da se vrnemo nazaj na Slovenijo, vkolikor bo ministrstvo vztrajalo pri nekaterih izhodiščih, tudi pri zakonu o zaščiti živali in tudi pri ostali zakonodaji, potem ni izključen tudi vseslovenski protest. Vendarle, kot rečeno, pa je intenzivnost naših priprav močno odvisna od njihove odzivnosti in kot sem že prej omenil, optimističen zaključek sestanka s prašičerejci malo odmika proteste, ne, to bodimo iskreni, kajti vendarle ta sestanek, kot kaže, bo pripeljal do nekaterih rešitev, ki si jih nenazadnje tudi vsi skupaj želimo, ne. In takšnih sestankov si želimo, torej to je pot, kako se nenazadnje tudi kako bo politika se ubranila pred vseslovenskim kmečkim protestom. Če pa bo, pa verjemite, bo pa resnično v največjih razsežnostih. No, ena od vročih tem, ki se nekako vsiljuje slovenskim kmetom, še posebej v luči tega tako imenovanega zelenega prehoda, je tudi gradnja fotovoltaike na kmetijskih zemljiščih. Kaj bi to pomenilo, če se to uresniči za slovenska kmetijska zemljišča? Ja, sedaj je v fazi sprejema zakon o kmetijskih zemljiščih, predtem pa je postavitev fotovoltaike in agrofotovoltaike omogočal nek tak, temu rečemo, zakon, ki je posegel v številne druge zakone, ZUMPE-ove skratico, torej energetski zakon, ki je omogočal gradnjo in fotovoltaike in agrofotovoltaike na kmetijskih zemljiščih. Mi zelo pozdravljamo, tukaj pa lahko pohvalimo ministrstvo, da je prisluhnilo nevladnim organizacijam in da je fotovoltaika, torej klasična fotovoltaika,
prepovedana na kmetijskih zemljiščih. Se pravi, v predlogu zakona o kmetijskih zemljiščih je fotovoltaika prepovedana in jo ne bo možno graditi. Je pa možna kombinacija kmetijstva in fotovoltaike, dvojne rabe, temu rečemo agrofotovoltaika. Vendar tudi v tem delu, po zadnjih usklajevanjih oziroma pri tem zakonu, ki je še sedaj v svojo pot v fazo sprejema, vidimo kar veliko, kako temu rečemo, barier, torej tudi ta agrofotovoltaika se bo gradila, če se že bo gradila, zelo počasi in to samo na zemljiščih z boniteto do 35, torej na slabših kmetijskih zemljiščih, in to samo na trajnih travnikih in pa na zemljiščih v zaraščanju, kjer bo potrebno vzpostaviti kmetijsko rabo. Torej tudi pri tej agrofotovoltaiki je ministrstvo močno prisluhnilo kmečkim nevladnim organizacijam v skrbi za to, da ohranimo potencial kmetijskih zemljišč in smo zelo blizu praktično že te rešitvi, kjer tudi kmečke nevladne organizacije ne bomo več tako nasprotovali tudi sprejemu tega zakona o kmetijskih zemljiščih. Torej se iščejo rešitve in tukaj pa moramo pozdraviti, no, je ministrstvo res da po vseh mukah in težavah, ki smo jih imeli s tem usklajevanjem, pa na koncu vendarle prisluhnilo, no. Mi smo predlagali, da bi morali imeti takšne pogovore, še preden je sploh zakon pogledal luč sveta, ampak vendarle tudi v tej fazi smo uspeli, no, ubraniti tiste najhujše nevarnosti, ki so v tej novi zakonodaji bile nastavljene. No. Pri skupni kmetijski politiki tako opozarjajo, tudi vi to opozarjate, pa ni enaka definicija za vso Evropo, kaj so to mali kmetje, kdo je mali kmet, kako je s tem v Sloveniji, kaj bi tu lahko ministrstvo pripomoglo pri teh razpravah? Ja, mi si želimo in bomo tudi vztrajali pri tem, da so definicije enake za vso Evropo. Ne, pa ne bo to mali kmet, pa ne bo to karkoli drugega, kajti potrošnik na polici ne ve, ali je mali kmet v Sloveniji ali mali kmet iz Francije pripeljal neko hrano in potrošnik vidi samo ceno, ki se tam vzpostavlja. Zato je naša želja in naša pobuda, da imamo tukaj v celotni Evropi definicije enake. Zakaj? Tudi izkušnja izpred let, ko smo sprejemali, ko smo se pogajali v Evropi z Evropsko komisijo in z Evropskim parlamentom, takrat še tudi kot ministri. Ko so ta pogajanja potekala, je bila ena od idej za nekatere ukrepe, ki veljajo v tem trenutku, ne, kolobar, obvezna praha in tako naprej, za kmete, ki imajo več kot 10 hektarov njiv, ne, in po enem predlogu je bilo pa še določena neka nacionalna kvota. Za Slovenijo bi tista nacionalna kvota pomenila, ker imamo tako veliko majhnih kmetij, da bi v Sloveniji to veljalo za kmetije, ki imajo manj kot 2 hektara njiv. Torej bi morali voditi vse ukrepe, Za vrtičkarje. Skoraj da za vrtičkarje, vse ukrepe, medtem ko bi pa francoski, ne, nemški, poljski, ne vem še kateri kmet imel to mejo pri 10 hektarjih. In to bi bonilo veliko breme za slovenske majhne kmete, ne? In takrat smo mi temu ostro nasprotovali in pri tem nasprotovanju tudi uspeli. Moram reči, da so takrat tudi ekipa v Bruslju je oddelala zelo vrhunski posel, skupaj smo šli od države do države in nabrali tako imenovano odločujočo manjšino in s tem preprečili sprejem takega sklepa na svetu ministrov, kar pomeni, da tudi majhna Slovenija lahko spreobrne kakšen tok dogajanja tudi v Bruslju, če ve, kaj bi radi in se tega loti z vso odgovornostjo. In takrat nam je to uspelo. Zato trdimo, da morajo biti te definicije meje enake, ne glede na to, v kateri državi članici smo, kajti glede na to, da imamo odprt trg po vsej Evropski uniji, torej ne moramo imeti v enih državah večje omejitve kot v drugih, kajti na koncu trg diktira, čigavo se prodaja in čigavo se ne. No, v svoji bogati karieri, torej med drugim bili ste tudi minister za kmetijstvo 1,5 leta, pa državni sekretar, bili ste pa tudi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. Takrat sva pravzaprav tudi midva imela kar nekaj teh pogovorov, intervjujev o tem, kdo v tej verigi s hrano največ zasluži, torej pač ugotovili ste, da kmet še najmanj praktično, ne. Kako se je zdaj to spremenilo, je šlo kaj na bolje ali ne? Ja, v celotni verigi preskrbe s hrano je šlo najbolje vsaj to, da je takratni minister Židan, ki je pokrival kmetijstvo, in minister Počivalšek, ki je pokrival trgovino, da sta prisluhnila tudi varuhu in predvsem pa izsledkom samega varuha, in smo šli takrat v resno spremembo zakona o kmetijstvu in v zakon o kmetijstvu še pred Evropsko unijo
preden je zahtevala Evropska unija ureditev teh trgov, zapisali nekatere prepovedane prakse, ki so se v slovenskem prostoru dogajale. No, potem je v nadaljevanju tudi Evropska unija posegla na trge v celotni Evropski uniji in takrat smo tudi v Sloveniji še malenkost popravili zakon o kmetijstvu in vnesli še zadnje izhodišča, tudi plačilne roke in tako naprej, skrajšali na 30 dni, dodali Agencijo za varstvo konkurence kot tisti organ, ki spremlja verigo, potem v času, ko sem bil državni sekretar, tudi zagotovili sredstva za dodatno kadrovsko podporo na Agenciji za varstvo konkurence, da se ta kadrovska podpora ukvarja predvsem z verigo preskrbe s hrano. Ampak vendarle, torej zakonska podlaga je nastala, vsaj te prepovedane prakse so sedaj nekako izločene iz samih pogodbenih razmerij. Je pa res, da pa je kmet kot primarni pridelovalec še vedno najslabši pogajalec, zato se pogosto na hrbtu kmetov izvajajo številne akcije, številni načini, kako privabiti kupce v svojo trgovsko verigo. Temu moram reči, pripomoglo tudi to spremljanje cen po trgovskih verigah zaradi obvladovanja inflacije. Moram reči, da tudi takšni ukrepi, ki so se uvedli, ne prispevajo k temu, da bi slovenskega potrošnika motivirali za nakup hrane slovenskega porekla, kajti s tem spremljanjem cen, smo čez okno vrgli trud večjih ministrov. 10-15 let se je izvajala promocija slovenske hrane, potem je nastala izbrana kakovost in tako naprej. Ampak ko smo začeli spremljati zgolj cene, trgovcev ni več zanimalo niti poreklo, niti nič, ampak zgolj cena, zato da bi lahko potem pri dnevnih poročilih objavljen kot trgovec, ki ima najnižjo ceno košarice. Ampak vendarle, torej, kmetu še vedno ni lepo, še vedno se bori v tej celotni verigi, je najšibkejši pogajalec in pogosto tudi pri cenah tisti, ki največ izgublja, tudi na podlagi, tudi pri pšenici in tako naprej ugotavljamo, da prodajne cene, ki so v tem trenutku v Sloveniji, ne pokrivajo proizvodnih cen, zato je to kar velik izziv tudi za bodoče. No, ta vlada doktorja Roberta Goloba je poleg tega spremljanja cen naredila več takih nenavadnih potez. Ena teh je bil predlog, da bi recimo, kar se tiče odkupne cene pšenice, to je bilo na začetku mandata poleti leta 2022, je premier predlagal, da bo pa država odkupila kar vso pšenico. Kako vi ocenjujete te predloge? So bili to popolnoma nestrokovni, nespametni, marketinške poteze? Zakaj gre pravzaprav pri tej vladi? No, v tem primeru je šlo pri tej pobudi predsednika vlade za verjetno malo populistično izjavo in za dokaz nepoznavanja sektorja. Torej, jaz sem prepričan, da ta ideja ne bi mogla biti izvršena, torej da bi država odkupila vso slovensko pšenico, vsaj iz dveh razlogov. Prvi, ki je verjetno najpomembnejši, je ta, da imajo veliki proizvajalci, pridelovalci pšenice sklenjena dolgoročna pogodbena razmerja z odkupovalci in ti kar naenkrat ne moreš reči, sedaj pa jaz ne bom prodal, kajti gre za jasno kršitev pogodbenega razmerja med ponudnikom in kupcem. In zato zagotovo je potrebno vedeti, da veliki pridelovalci, torej pridelovalci pšenice ali pa žit, imajo te pogodbe, kajti to jim zagotavlja neko stabilnost potem pri prodaji, ob žetvi in tako naprej. Drug razlog je pa ta, da če pozabimo na pogodbena razmerja, pa če tudi bi imeli sredstva na razpolago, da bi to izvedli, mi nimamo skladiščnih kapacitet, da bi lahko to pšenico ohranili v slovenskem prostoru. No in zato je bilo tudi v pripravi na to programsko obdobje eno od zelo pomembnih ciljev povečanje teh kapacitet in takrat smo zapisali ravno veliko priložnost za zadruge, da bodo pričele s tako imenovanimi skupinskimi naložbami za tudi izgradnjo skladišč, da mi ob žetvi pšenico sploh lahko ohranimo v slovenskem prostoru. Torej, tako blagovne rezerve kot skladišča in zadrug in živilskih podjetij ne zadoščajo, da bi pšenico ob žetvi ohranili
v Sloveniji. Torej, slovenski kmetje smo, kakorkoli pogledamo, primorani pšenico ob žetvi tudi prodati tudi izven Slovenije, sicer ne vemo, kam bi jo dali, ne. Torej, še posebej bila potem zanimiva akcija, ne, po žetvi, ko pa je bil objavljen razpis, ne, za odkup slovenske pšenice. In na tem razpisu je bilo pa seveda eno od meril za izbor, od koga bodo kupili, ponujena cena, ne. Torej, najcenejši bodo lahko prodali državi, ostali pa načeloma ne bi mogli. Zdaj, če bi se tega hotela lotiti resno, odkupiti vso slovensko pšenico, najti prostore, kam bomo to dali, odmisliti pogodbena razmerja, potem se to naredi drugače, potem se skupaj z pridelovalci določi odkupna cena, pogoji odkupa in samo še zmeni, katera so odkupna mesta. Torej, tukaj ne moreš iti po sistemu nekega javnega naročila oziroma licitacije za ceno, ampak se določijo parametri, cena za posamezen parameter, kvalitete pšenice, odkupna mesta in potem mora to teči nemoteno in tako naprej. Skratka, bom rekel, v tej ideji je šlo verjetno narobe vse, kar je lahko šlo, no? In seveda tudi na koncu je bila realizacija enaka praktično nič, ne? Država ni praktično odkupila ničesar, razen kar je v blagovnih rezervah. To je pa tako teče preko Ministrstva za gospodarstvo. No, letos pomladi, mislim, da je bil mesec junij, je bil na svoji njivi v Klečah napaden tudi kmet. Pač napaden strani Romov. Zdaj tudi vi ste se potem udeležili nekega protesta. Vprašanje tukaj je, potem je seveda prišlo do sodnega postopka in ta isti gospod je moral sodnici razlagati, da pravzaprav ribe, namreč eden od Romov, ki jih je pripeljal tja, je dejal, da so šli loviti ribe in da je on samo vozil avto, ne. In je kmet je moral zdaj sodnici razložiti, da ribe ne rastejo na njivi krompirja. Torej, glejte, zdaj vprašanje je, ali res tudi pravosodje ne zazna tega, kaj sploh je kmetijstvo, ali bi morali kmeta zaščititi, ker je teh kraj izdelkov je kar precej. Ja, drži. Mi beležimo ne samo kraje pridelkov, ne, tudi kraje strojev, mehanizacije, poškodovanje mehanizacije, tudi kraje živine. In ravno pri kraju živine bi želel opozoriti, da ta kraja živine ne pomeni, da nekdo odpelje živo žival domov in jo doma neguje, ampak ta krava, ta konjiček, ta ne vem karkoli žival, ki jo nekdo ukrade, pogosto konča v najbližjem gozdu, ubita na najbolj krut način. In tudi tukaj se sprašujemo, kje so sedaj tudi ti isti borci za dobrobit živali, ki bi obvarovali. Ki so tudi odpeljali živino z nekega kmetijskega gospodarstva, ampak kje so sedaj ti isti zagovorniki dobrobiti živali, kajti s temi živalmi, ki se pokradejo, se zakoljajo, imamo primere, ko se poberejo od živali samo najboljši kosi, ostalo se pusti kot kadaver, dejansko v najbližjem gozdu. In potem, ko pač najboljše kose pojejo, seveda so druge živali spet na razpolago za isti način. Torej, ja, ugotavljamo, da je teh primerov res veliko v kmečkem okolju. Seveda, sodu je pa izbil dno tudi fizičen napad na slovenske kmete. Ne samo na tega, saj smo imeli tudi na Dolenjskem podobne primere. In zato smo takrat na zbornici takoj zaprosili za sestanek tudi z Ministrstvom za notranje zadeve. Moram reči, da smo imeli izjemno hiter odziv, tudi hiter sestanek in rezultat tega prvega sestanka je bil tudi že skupen dogodek na sejmu Agra, kjer smo ravno opozarjali na previdnost oziroma je tudi policija predstavila ukrepe, kaj bo storila za to, da bo zmanjšala te nepravilnosti, ki se dogajajo, oziroma kar nekazniva dejanja, ki se dogajajo na slovenskih kmetijah. Tukaj moram reči, da so se tega lotili zelo celovito in to res pohvalimo, ta hiter odziv. Nenazadnje so opozorili tudi na to, kaj lahko storimo kmetje sami, da se varujemo svoje premoženje, kaj bo storila policija in tako naprej. Zelo pozdravljamo tudi nekako idejo, tudi verjetno že kar odločitev ministrstva, da bodo spremembo zakonodaje omogočili, da bo tisti, ki ga ujamejo pri sami kraji pridelkov, kaznovan na licu mesta. Temu sedaj ni tako, se pravi, nekoga ulovijo pri kraji pridelkov, ne, če ga ulovijo na njivi, če ga ulovijo, če ga ne, je pa to tako splošen pridelek, da ti težko rečeš, čigav je tisto korenje ali pa zelje, ki ga nekdo odpelje, ali pa krompir, ne, ali pa ribe med krompirjem, ne, če se malo pošalim iz tega dela. Torej,
In gre to potem preko prijave, pa sodišča in tako naprej. In to praviloma ne, ker je vrednost vedno majhna, sodišče to kar praviloma zavrže in tako naprej. In se te kraje ponavljajo. Sedaj pa, če bo resnično prišlo do te spremembe, da bodo nekoga lahko kaznovali na licu mesta, kot takrat, če nismo pripeti v avtomobilu, bo to verjetno imelo večji odvračalni učinek, kar pomeni, ko te dobiš takoj kazen, plačilni nalog in šele potem sodišče odreja, kar bo odrejalo naprej zaradi same kraje. In to bo, kot sem že dejal, imelo zagotovo nek večji odvračalni učinek. Naj pa dodam še to, da je tudi Ministrstvo za notranje zadeve se zavezalo skupaj z direktorjem policije, ko so imeli sestanek, da bo pripravilo nek akcijski načrt za obvladovanje tveganj na kmetijskih gospodarstvih in da bomo to delali skupaj, se pravi Ministrstvo za notranje zadeve skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Torej, tukaj moram pohvaliti tudi zavezo ministra Poklukarja, ker se je resnično zavzel, da naredimo še do konca mandata te vlade vse te korake, tudi akcijski načrt. Sedaj v zimskem času se bomo zaprli v pisarne in iskali načine, kako obvladovati ta tveganja z varnostjo na kmetijskih gospodarstvih. No, v svoji karieri, kot rečeno, ste bili tudi minister za kmetijstvo 1,5 leta. Zdaj, če primerjate delo sedanje vlade in sedanjega ministrstva in ministrice, glede na vse sprejete ukrepe, tiste, ki bi jih še morali, predvsem glede na to, da demografsko je kmetijstvo zelo šibko v Sloveniji, mladih kmetov ni, nismo samooskrbni, zelenjave ne pridelamo dovolj, da ne govorimo o sožitju z medvedi, to so vse te teme, ki so ves čas na površju, kmetijska zemlja je vsako leto manj, se zdi. Torej, kaj bi vi delali drugače kot sedanje ministrstvo za kmetijstvo? To je vprašanje verjetno za $1 milijon, ne? Zelo težko je postaviti sebe v nek kontekst, v katerem nisi, ne? Torej, ministrstvo deluje v nekem znanem kontekstu, ki ga ima, ampak vendarle, ne? Zagotovo bi pospešili črpanje sredstev. Nenazadnje, v času mojega mandata smo dodali 310 milijonov nacionalnih sredstev za investicije na področju kmetijstva in živilsko-predelovalnega sektorja. V razpisih, kot kaže, tega denarja ni. Ne vemo, kje je, kaj se z njim dogaja in tako naprej. Drugič, zagotovo bi iskali načine, kako lažje pridobiti ta sredstva, kako spodbujati mlade k prevzemu kmetij, pa ne samo sredstvi. Slovenija je že v tem trenutku med državami, kjer namenjamo največ za mlade prevzemnike pri prevzemu kmetije. Torej, ta sredstva niso odločujoča. Sam osebno menim, da bi predvsem morali slediti neki stabilnosti kmetijskega sektorja, predvidljivosti. Jaz večkrat dam primerjavo, da je kmetijstvo kot tisti največji tankor, ki se vozi čez oceane, ki zelo redko spreminja smer. Mora imeti resnično tehtne razloge, da malo spremeni smer. Torej, pri teh tankerjih, kot tudi pri kmetijstvu, ni prostora za, kot smo večkrat dejali, neke ideološke odmike od smeri, ki jih imamo sedaj. Naj ravno dam primer. Zakon o zaščiti živali prepoveduje po letu 2029, od 1.1.2029 dalje, obogatene kletke, ne? Torej, Republika Slovenija si je dala 3 leta prehodnega obdobja za ta prehod. Ta zakon je bil sprejet po hitrem postopku. Imamo kmeta, ki je začel z investicijo v obogatene kletke konec lanskega leta, ne vedoč, da se sploh zakon pripravlja, in ko je bil zakon v zaključku sprejema, je on šele uhlevljal kokoši in esnice v obogatene kletke. Torej, čez 3 leta bo ta njegova investicija prepovedana. Ne bo več kletk, ne? Prepovedana, ne? Torej, to je tisto, kar mi vedno govorimo. Mi rabimo predvidljivost. Mimogrede, ko je šla Evropska unija iz navadnih kletk, ko je prepovedala navadne kletke in je zahtevala vsaj obogatene kletke ali brez kletk, ne, že leta 1999, je bilo takrat prehodno obdobje 12 let, pa je šlo za manjši poseg kot sedaj v Republiki Sloveniji. In mi ugotavljamo skupaj z rejci, da tako hitrih premikov enostavno ni moč narediti. Prvič zaradi dobave materijala, drugič zaradi montaže nove opreme, tretjič zaradi nadomeščanja trga in tako naprej. Torej, in tudi zaradi takšnih ukrepov se bojimo, resnično bojimo, da mladih kmetov ne bo. Kajti kdo bo danes investiral v nek nov hlev,
ali pa v neko novo investicijo na kmetiji, če ne ve, kaj bo čez 2 leti v zakonodajnem delu, ali bo to sploh še dovoljeno ali ne bo. Ne, to so sedaj vprašanja, ki so res na mizi in ta predvidljivost je tista, ali pa nepredvidljivost sedanje kmetijske politike je tista, ki je v največji meri kar krivec za to, da se mladi ne odločajo za prevzeme kmetij. To vidimo tudi pri vseh razpisih za mlade prevzemnike. Tam večino denarja ostaja neporabljenega, torej interesa mladih kmetov enostavno ni za to, da bi prevzemali kmetije. Ne. In to so resnično vprašanja. Ne. Zakaj kje? Sam poznam kar nekaj primerov, ko mladi prevzemniki prav čakajo, ne. Morda tudi konec te nepredvidljive politike, zato ker čakajo nekatere spremembe, zato da bodo lahko investirali v hleve, za pitanje, za molžo in tako naprej, kajti danes si ne upajo. Enostavno ne upajo, ker ne vejo, kaj bo čez 5 let, če bo takšna nepredvidljiva politika tudi v bodoče tukaj pred nami. Ne. Torej, za konec pred nami so volitve, čez pol leta, ne, ampak vendarle, če pride neka nova vlada, kateri zakon je tisti, ki bi ga morala nova vlada na tem kmetijskem področju ukiniti ali pa takoj spremeniti? No, jaz osebno ocenjujem, da bi verjetno nova vlada morala spremeniti zakon o zaščiti živali. Ne. Predvsem podaljšati rok, to, kar smo predlagali. Ponavljam, zbornica ni proti dobrobiti živali, se zavzemamo. Zato tudi pri kokošjih nesnicah ne nasprotujemo tej rešitvi. Mi samo predlagamo daljše časovno obdobje za prestrukturiranje. Nenazadnje, tudi največji slovenski rejci, ki imajo kokošje nesnice v obogatenih kletkah, ne morejo čez noč prekiniti to rejo in čez 9 mesecev priti z novimi jajci na trg. Ne. Rabijo stabilnost tudi na trgu, kajti ko se enkrat umakne s trga, te ni. Ravno tako pri kastraciji. Poiskal sem že prej pojasnil, kaj je naša ista želja, brezbolečinska kastracija, ki pa jo lahko usposobljeni rejci delajo sami. Torej tudi tukaj, to je zagotovo zakon, ki bi se ga lotili takoj. Potem pa jasno naslednja zadeva, ki jo potrebuje slovensko kmetijstvo, je jasna strategija razvoja slovenskega kmetijstva in strategija razvoja slovenskega gozdarstva. Ne, to sta 2 strategiji, ki bi jih morali pisati takoj. Ne, jaz vedno malo za šalo, malo za res. Se spomnim, ne, ko sem bil še sam dijak srednje kmetijske šole in takrat ravno v času osamosvajanja Republike Slovenije. No, in takrat smo imeli potem pri predmetu ekonomika nekaj takšnega je že bilo. Takrat pod pazduho, kot Sveto pismo pri verouku, večkrat rečemo takratno strategijo slovenskega kmetijstva. Torej, podpisan je bil, mislim, da minister Ostars, kot takratni minister. Ne, to vemo, koliko je že stara ta strategija. Ne, tudi po mojih sivih laseh se že vidi, ne, da je to že kar nekaj časa od mojih srednješolskih klopi, ampak vendarle rabimo novo, kajti v tem času je prišlo do vstopa v Evropsko unijo, do podnebnih sprememb, katerih takrat še nismo bili priča v takšnem obsegu. Torej, mi rabimo novo strategijo, tako za kmetijski kot gozdarski sektor. In šele na podlagi tega potem priprava nove zakonodaje, če hoče tudi novega okvira za novo programsko obdobje skupne kmetijske politike v Republiki Sloveniji. Torej, mi moramo najprej vedeti, sploh kam hočemo iti. Ne, vem, da je to težko vprašanje, verjamem, da bo to vprašanje naletelo na številna neodobravanja, ne. Kajti dokler se mi v Sloveniji pogovarjamo zgolj o vsebini, ne, smo vsi prijatelji, kajti vsi vse podpiramo, ne. Ko pa govorimo o sredstvih, je pa problem drugačen. In zato mi rabimo to dolgoročnost, kam, kaj, na kakšen način, cilje, če hočemo tudi koliko namakanih površin hočemo imeti, koliko površin pod rastlinjaki, koliko pod mrežami proti toči in tako naprej v teh sektorjih, koliko novih hlevov, kje bomo gradili nove hleve, kako reševati male kmetije na gorskih, hribovskih območjih, ki opravljajo na eni strani zelo pomembno nalogo, kar se tiče same oskrbe s hrano, na drugi strani pa tudi ohranjajo Slovenijo lepo in obdelano in nenazadnje tudi poseljeno. Torej, moramo najti rešitve za vse te tipe kmetij, da vemo, s kakšnimi ukrepi potem lahko tem posameznim sektorjem pomagamo. Dobro, tu bomo naredila piko tej oddaji. Dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, najlepša hvala za vaša pojasnila. Hvala tudi vam in z veseljem še kdaj. In hvala za pozornost. Nasvidenje.